en velik del olimpijskega gibanja je humanitarnost in solidarnost. Ne vem, če se jih veliko zaveda, ampak Mednarodni olimpijski komitej ima en velik oddelek, zelo pomemben, ki se pravzaprav imenuje Solidarity. Mednarodni olimpijski komitej je že pred časom podpisal dogovor z Združenimi narodi, predvsem z Agencijo za begunce, in sodeluje na velikih področjih po svetu, kjer je begunska kriza. Mi smo zelo hitro odreagirali, ker kot krovna športna organizacija tudi zelo živimo v tem prostoru, se zavedamo tudi potreb, ki so, in smo družbeno odgovorni, in smo v povezavi z Rdečim križem organizirali to akcijo. Mi smo po njihovih navodilih nabavili robo v obliki pijač, zaščitnih odej, torej plaščev, potem flisov kot spodnjih ogrevalnih delov oblačil in podobno. In lahko rečem, da smo pravi čas to dobavili in da je praktično roba že šla naprej iz skladišča takoj na teren. Najprej bi se res toplo zahvalila Olimpijskemu komiteju Slovenije za to donacijo. Ravno prav je prišla, kajti Rdečemu križu zaloge pojenjujejo. Beremo, koliko je vsak dan novih pribežnikov. Vsakič jih je treba nahraniti, vsakič jih je treba preobleči, dežuje, mraz je. Torej, sploh se ne more evidentirati, koliko vsega so ljudje zbrali, koliko vsega smo že porabili. Skladišče nenehno prihaja nova in nova roba, vendar tudi nenehno in sproti odhaja. To je že naša tretja pomoč Rdečemu križu in ostalim organizacijam v okviru trenutne begunske krize. Prva naša pomoč smo dali Rdečemu križu in Karitas že takoj v jeseni, ko se je šele prihajalo do begunske krize. Drugo je, da smo namenili eno od svojih skladišč v brezplačno uporabo Rdečemu križu za njihovo povsem logistično operativno pomoč. V okviru tokratnega poziva ali povabila Olimpijskega komiteja Slovenije pa smo donirali eno večjo količino hrane, ki je seveda bila dostavljena že včeraj in je v tem trenutku tudi že v uporabi na terenu med begunci. Naslednji plan je pa še naprej preko Olimpijskega komiteja Slovenije z donacijo iz Mednarodnega olimpijskega komiteja, da se naredijo programi za begunce in njihovo vključevanje v družbo v Sloveniji. In jaz vidim tukaj veliko priložnost za Slovenijo, za Slovence, tudi da se vključijo v to integracijo, ker jaz mislim, da te programe, ki jih bomo speljali, so preko športa in upamo, da bojo povezali obe strani. Jaz samo upam, da se ne bo ta človekoljubna dobrota ljudi, naših Slovencev, prekinila, da imajo na zalogi še oblačila, topla oblačila, predvsem bomo rabili, zdaj je zima pred vrati, tako da res še enkrat resnično hvala za to donacijo. Mislim, da je sam sistem, ki je organiziran, se pravi, da preko Rdečega križa nudimo pomoč, pomagamo, da je to ta pravi sistem, in tudi v bodoče mislim, da bomo podobne akcije še izvajali pač v okviru svojih zmožnosti, ki jih imamo.